Gospod Srečo Vernik je zanimiv človek. Poznamo ga predvsem kot dolgoletnega predsednika Muzejskega društva Bled. Z njim smo se pogovarjali o sedanjem in preteklem času, pa seveda o Bledu in stvareh, ki ga navdušujejo in ženejo naprej. Odraščali ste na Bledu. Kako se kot otrok spominjate Bleda? Kaj vse se je spremenilo, če se sprehodimo skozi vaše spomine malo? Kje ste recimo kot otrok najraje preživljali svoj čas in kje ga radi preživljate danes? Ja, Bled se je prav gotovo zelo spremenil, ne, v zadnjih 100 letih, 70 letih, 50 letih, ne, po vojni, drugi. Prav gotovo, ne, in se je zelo razširil, ne, vasi so se vse razširile, ne, v resnici Bled nima nekega centralnega središča, ne. Se mi zdi, da je to malo moteče na nek način, ne, zaradi tega, ker potem vsako naselje, vsaka vas, če tako rečem, ne, nekako za sebe diha, ne. Kar je po svoje v redu, ampak za neke skupne napore in akcije pa to veliko več energije potreben, da se zbere ta volja in da se kakšne stvari potem uredijo. In mladost sem preživel tako, kot vsi otroci, ne. Veliko smo bili na straži, ne. Veliko smo bili pri jezeru, ne. Tako da se še dobro, ko sem ravno jezero omenil, se dobro spomnim školjk, ne, koliko jih je bilo. Ogromno, ne, to se je dobesedno na palčko si jo vam potegnil, ne. To je pol s tem počasnim onesnaževanjem, ne, praktično vse izginilo. Vem pa, da so jih odnesli na Brdo in da tam vsaj 5 let nazaj so še bile to vrstne školjke, ne, recimo. Tudi življenje v jezeru se je delno spremenilo, ne, kot posledica, delovanj, ne, vsega tega napredka, domačka in človeška in nasploh, ne. Tako da imam lepe spomine, no, na mladost. Se mi zdi, da je taka mladost, ki jo ima vsak, ne, saj niti nič ne veš, kaj je življenje, potem še sreča in čaka in kako se to odvija, ne. Velik zbiratelj in ljubitelj vsega, kar je povezanega z zgodovino. Nekaj časa se je intenzivno ukvarjal tudi z rodoslovjem. To je taka posebna veja, ne, kjer ti omogoča pravzaprav en del tega znanja, da ti poiščeš svoje korenine, ne, ali pa korenine, ne vem, neke družine, ne. In skozi to se mi zdi, da je to tudi en takem ustvarjalnem procesu. Izjemno veliko časa vzame, ne, ker podatki so dostopni, ampak je treba do njih priti, ne. Največ podatkov seveda je v Škofiji, v Nadškofijskem arhivu, ne, v Ljubljani, ne. In tam so te knjige, po katerih moraš ti poiskati, ne. V ta pravi knjigi seveda, pa v ta pravem priimku in tako naprej, da najdeš ustrezne podatke, ki jih potem obdelaš s kakšnimi od programov, ki jih je pa veliko teh rodoslovnih programov, ne, in tako da pol na osnovi tega prideš do družinskega drevesa, recimo, a ne. In je pa seveda te začetne podatke hitro zbereš, ne, ata pa mama, pa otroc, pa ne vem, še stara mama, pa tako naprej, pa se pa hitro neha, ne. In potem moraš iti v arhive in poiskati, ne, v statusih animarium, ne, predvsem je tam knjiga župljanov, recimo je pomembna, potem rojstne knjige, ne. Jih je veliko, imajo velik arhiv, ne, v Ljubljani in je dostopen in so zelo prijazni tam, ne, tako se da kar priti, ne, tamle do, kaj jaz vem, recimo do sredine 17. stoletja nazaj, ne. Ker se od te knjige so se začele pisati šele po Tridentinskem koncilu, ne. Prej je to bilo tako, ni bilo beleženo, ne, v takem smislu kot kasneje, ne. Takrat so se potem zmenili, ne, da so te knjige obvezne, da jih mora vsaka župnija voditi, ne, in zaradi tega je to potem ostalo, ne. Zdaj je to možno te rodovnike narediti, ne, drugače pa ne bilo nič možno, ne. Od 150 let nazaj bi bila tema. Nič ne pa videti, ne, in recimo tako da, kaj jaz vem, za svojo družino že lahko rečem, da
da delno izvira iz Mlinga, predvsem, ne, se kar daleč sledi, pa iz Koroške. Ne. Vem, da so predniki prišli iz Perčaha, ne, iz Poreče, ne, takoj tle čez mejo. Ne. In tudi tam se pojavlja ta priimek Vernik, ne, pogosto. Ne. Jaz sicer tukaj potem dobil različne izpeljanke, ne, ali je G na koncu, ali je K na koncu, ali se kakšen D vrine vmes in tako naprej, ampak vendarle, ne, to je zanesljivo koroški priimek. To je ena taka tema, sem tudi veliko rodoslovcev spoznal, ne, in eni so izjemni, no, moram reči res, ne, tudi tlele v naši okolici. Jih kar nekaj poznam, ki so pravi entuzijasti, ne, imajo obdelanih po 60-70 tisoč podatkov, ne, družinskih, raznih. Tako res izjemen vir, neizčrpan vir in bogatstvo, ne, za to, da ti pravzaprav začutiš svoje korenine, ne, ki so bili pred tabo, ki so to naredili, ne, da si ti sploh do sem prišel, ne, če tako malo karikiram. In vse kot nas, ne, seveda. Tako bi rekel, da je to en tak zanimiv področje. No. Potem sem to malo opustil, ker to, ne vem, zmeraj se zgovarjam na to, da je čas povoz, ne. Malo je res verjeten, malo pa tudi ne, ampak kakorkoli, ne. Veliko se ukvarjam tudi s numizmatiko, ne. Tam je nekako najbolj me vleče, no. Zlasti srednji vek, ne, pa keltsko obdobje. Je pa tudi en tak polje širok, ne, izjemen, ne, to res moraš dolgo časa delati, da prideš noter v posamezna obdobja, ne. V posamezne umestitve moraš imeti literaturo, brez literature praktično nič ne moreš narediti, ne, in moraš znati na oc pogledati, ga moraš znati prebrati, ne. Moraš videti, kaj da ne bo, ne, ker je veliko slabih, ne. Se sliši zelo preprost, pa ni v resnici pol, ne. Ampak tisti, ki pa veliko delajo, ne, z zbirkam, pa takoj vidi, ne, hitro ga prepoznane, kakšno podoba je na novcu, kaj je na prednji strani, kaj je na zadnji strani in tako naprej, no. Specialno mene zanima ta srednji vek, ne, recimo na slovenskem področju širšmu, ali pa takratnem recimo štajerski, koroški, kranjski, ne. Tu govorim tamle za obdobje od približno 1130 do 1240, 1250, ne. Ta intenzivno so tukaj krožili breški fenigi, tako imenovani, ne. To so se začeli kovati v Brežah, v Frisah, na Koroškem, ne. In kovali so jih nadškofje salzburški, ne. To nam je poznano, ne, da je Drava mejna reka med Salzburško in anglejskim patriarhatom, ne. Ampak ta salzburški nadškofje so bili veliko bolj podjetni. Že po teh kovnicah se to vidi, ne, ker so kovali in na svoji strani Drave, ne, na severnem delu, in tudi na južnem delu, ne. Velikokrat so kovali tudi skupaj, ne, s posvetno gospodo, a ne. Ti smo mogli imeti kovno pravico, ne, da si ti lahko koval, ni mogel vse kar delati, ne. Tako, to bi fajn, ne, ampak tudi danes ne moreš, ne. Ampak je na slovenskem ozemlju bilo, ali pa na tem širšem območju, no, je bilo preko 20 kovnic, ne. Je bilo seveda na Koroškem, prav gotovo Breže, ne, Šentvit na Glini, tam so kovali koroški vojvode predvsem, ne, ali pa skoraj izključno. Potem, kažem, tudi Celovci koval, ne, Beljak, potem Ljubljana, če ne gre na to stran, Kamnik, ne, še pa še. Potem pa dol mejno območje, Krajina, ne, Brežice, Kostanjevica, Čatež, recimo, tudi nekaj malega. In še so te kovnice, no, da nam zdaj vseh naštevo, ne, prav je kar cela znanost, ne. In seveda potem se zbirka oblikuje tako, ne, da ti po kovnicah to zbiraš, ne, po kovnicah
in po posameznih izdajateljih, ne, recimo, ne, naprimer, recimo, če rečemo Breže, moraš vedeti, da kjer je gospodje Sokoval tam, ne, cerkveni nadškofja, ne, recimo od Konrada I., Eberharda II. In tako naprej. Ne. Glavnem, je pa to precej natančno obdelano. No. Pa še vedno se najdejo stvari, ki so na novo odkrite. Ne. Tako, če govorim ravno o teh breških fenigih, sem dobil en podatek, da vsako leto še zdaj približno odkrijejo nekaj 10 unikatnih novcev, ki jih do zdaj niso poznali. Ne. Sem pa zelo to temo odprl zaradi tega, ker je bil tudi moj dober prijatelj, župnik Franc Oražem. Ne. Je bil 40 let je deloval v Zasipu, velik numizmatik, eden največjih v Sloveniji. Potem je bil prestavljen v Nevlje pri Kamniku, ne. Tam je umrl v bistvu, ampak je del svoje zbirke prepustil Narodnemu muzeju Slovenije. Izjemna zbirka je to. Če govorimo o breških fenigih, ne, je on spravil skupaj recimo vsaj od 80 do 100 unikatnih primerkov, ne, ki so zdaj v Narodnem muzeju. Ne. In poleg tega tudi druge stvari, noriške kelte, preseljevanje narodov, pa tako, ne, res zanimiv, ne, zanimiv kos zgodovine, za katerega jaz mislim, da ga mi premalo poznamo. Ne. To je bil en obdobje, ki je bil relativno miren. Ne. Zaradi tega je tudi potem trgovina lahko cvetela. In če trgovina, ti moraš imeti plačilno sredstvo. Ne. In ta plačilno sredstvo je bil ta breški fenig. Da, tako. Ampak, če se vrnem nazaj, smo se dogovorili z numizmatičnim kabinetom Narodnega muzeja v Ljubljani, da bomo v 5-letnici smrti naredili mednarodni simpozij tukaj na Bledu, numizmatični. In da bomo objavili njegovo zbirko Oražma, ne, Oražmovo zbirko, in jo tudi predstavili javnosti. Ne. In jaz računam, da bi potem vsako leto lahko organizirali enodnevne take simpozije. Ne. In to pred začetkom sezone, tako da bi eno z drugim se lepo pokrivali. Ne. Ta numizmatika je izjemno področje, ne, dokler se jo ti intenzivno s to ne ukvarjaš, ne veš tako natančno, ne, ampak to so sejmi, ne, po celi Evropi ali pa po celem svetu, no, predvsem na Evropo, ne, kjer se zbirajo te numizmatiki, kjer trgovci za starim denarjem, če tako rečem, ne, in tudi po spletu, ne, je ogromen tega. In to je neverjeten, koliko ljudi se s tem ukvarja. Ne. To prej nisem tako vedel, ampak ko se s tem bolj intenzivno začel ukvarjati, pa še ne vidiš koliko. In pa tako vidiš, da skozi nekako malo na začetku. Ne. Toliko ljudi je tega znanja. Ne. Se nikoli ne konča potem odkrivanje novega. V resnici res ne. Ja. Tako, no, en tak utrink, no, recimo. Ja. Kaj pa vaša zbirka fotografij? Ja, tega manj kar nekaj. No, malo sem imel idejo, da bi poskušal ta del mlina, no, bolj natančno obdelati, posamezne hiše. Ne. Ampak sem pa gotovo, da je to pa prehud projekt. Ne. Da obdelaš posamezno hišo, pa rodovnike narediš, pa zbereš vse podatke. Pa recimo je to bilo takrat, recimo, da je 30 aktualnih hiš na Mlinem, ne, to je izjemno, ne, to 10 let rabaš ali pa še več, ne. Tako da sem pol tam nekje, še pred polovico poti umagal, nekaj imam narejenega in tudi zbranga, no, nekih fotografij in tako naprej. Ker se vsaka hiša ima praviloma spravljene fotografije domačih dogodkov, družine,
bratov, sester, staršev, starih staršev že malo manj, ampak tudi. Ne. In potem, ko to kar odgre in pridejo novi, tam mladi in še tam mladi in potem to kar zgine. Tudi se več ne ve, kdo je na fotografiji. Ne. Praviloma se ne zapisuje. Ne. Ki pogledaš, zadnji nič napiše. Ne. In če to naveš, se izgubi sled v resnici. Tako da je to tak zanimiv področje, ko bi se eden ali pa več cela ekipa se mogla s tem ukvarjati, če bi hoteli recimo bolj natančen to narediti. Ne. Recimo en lep primer je Vladimir Silič, ne, napisal od Sela, ne, odlično knjigo, ne, je poskušal nekaj po tej poti narediti uspešno, zelo malo rodovnike, malo fotografije hiše, kakšne prenovo. Ne. Tako zanimiv. Ne. To je en del zgodovine naše bližnje, tako rekoč, ne, pa zginja. Ne. Jo danes že ni več. Ne. Je že odšla. Če se zapiše, ostane. Ostane tudi za naprej. Ne. Sam zase pravi, da ga zanima vse, od evolucije do današnjega trenutka. Je bil zame en tak izziv, takrat, ko smo ustanovili Muzejsko društvo Bled. Glavni pobudnik za to je bil dr. Rus, Borut pokojni. Ampak nas je bilo tam nekih 30 ustanovnih članov. Ne. In takrat se je to začelo, se mi zdi, en ta del kulture na Bledu intenzivno prebujati. Ne. So bili že prej neki poskusi, ampak tako preko iz nekega začetnega impulza ali pa zagona stvari hitro zamrejo. Ne. Ker je treba delati, ne. Je treba pač ustvarjati, je treba ves čas biti prisoten, bi rekel, s tem programom, ne. Kjermokoli seveda, ne, da gredo stvari naprej. Takrat se to ustavijo, ne, in zamrejo in poniknejo in jih ni več. Ne. In tako potem sem malo kasneje prevzel vodenje tega društva in smo kar razširili tudi diapazon delovanja in način dela in organiziran način dela, posamezna področja. Tako da jaz bi rekel, da se je zelo lepo razvil. Ne. In že presega to amaterski način delovanja društva. Prav gotovo, ne. Ker tudi imamo že preko 200 članov in imamo širok krog, bi rekel, preko mreže, ki obvladuje recimo 350 že do 400 naslovov in imamo svojo spletno stran in vsak let izdamo recimo zbornik. To je izjemna publikacija, jaz mislim za naprej, za zanamce, ne, zlasti. Letos bo že 11. številko izdali. Tako da so tudi zelo dobre sodelavce, ne, v društvu. No. Ta zadnja leta smo se tudi zelo ekipirali in jaz sem zelo zadovoljen, no, s tem. In se dajo stvari narediti in nič ni težko. In čeprav je veliko dela vloženega, ne, se je na koncu, koliko je prej vloženega, se tako ne vidi. Ampak v redu, ne, tako se mi zdi vredno truditi okoli tega in vlagati energijo in čas, ne, v to. Ker jaz mislim, da je to en del kulture. Ne. En del kulture, enega prostora, ene družbe, enega naroda. In da če ljudje spoznajo to kulturo bolj natančen, da jo doživijo, da jo uvidijo, ne, jaz mislim, da to prinaša neko strpnost, ne, med ljudmi. In da se zmanjšujejo te napetosti, ki so ves čas prisotne v družbi. Ne. Jaz ne vem, kako je to drugje, ne, ampak tako pri nas v Sloveniji čutim nekako to, da je preveč teh nepotrebnih sporov in praznih sporov. Ne. Tam bi rekel, ne vem, za oslovsko senco in se samo troši energija po nepotrebnem. In to ni ustvarjalno, ne. To ne dosežeš nobenih rezultatov, ne, nobenega razvoja ne moreš narediti. Ne. So že na tak način se to blokira, so neke sile, ne, ki pol se nekako vse spiš. Ne. In se mi zdi, da to ni dobro za družbo. Ne. Boljše razumevanje zgodovine, učiti se na napakah zgodovine. Ne.
Hitro razumeti to, zakaj je kaj važen, zakaj ni važen, to je pomemben. Ne? In prebujanje te kulturne zavesti, ne? Jaz bi rekel, da prinaša v družbo neko strpnost. In več sodelovanje in večje razumevanje. Ne? Imamo lahko različne poglede na razne stvari, to ni nič narobe. Ne? Ampak pomemben je, da gre vse proti skupnim ciljem. To pa je pomembno, zato ker to pa prinaša dobro za celotno družbo. Ne? In se mi zdi, da taka društva, ne samo muzejsko društvo, ampak tudi ostala društva, ne, veliko doprinesejo prostoru in kraju in ljudem dobrega. Ne. In na nek način tudi razsvetljujejo, ne, odpirajo nove poti, nove kanale. Če omenim zadnja predavanja, ne, ki smo ravno pri teh temah, od Habsburžanov, Medičejcev do Karadžordževićev naprej, če pride predavanja poslušati na Bledu 300 do 400 ljudi, je to nekaj neverjetnega za Bled. Nekaj neverjetnega. Poznam primere, da so na dobre, odlične prireditve, da jih je prišlo po 10 ali pa po 20. Ne. To kaže na to, da ljudi resnično to zanima, ne. In da se želijo tega vedenja in znanja. Ne. In če je to dobro pripravljen, organiziran, pridejo, jih zanima. Vidim po izjemno dobrih odzivih. Ne. Dober, če uporabim izraz feedback, ne, je res impozanten. Tudi vi z monografijami, razgledi nekako pokrivate zgodovinopisje in Bleda in okolice, pa tudi vi ste pisali za razglede, pa so še teme, ki jih je potrebno obdelati? Ja, veliko jih je. Zelo veliko. Ne. To se kaže, bi rekel, iz leta v leto. Ne. Se nove stvari odkrivajo. Ne. In je tako en velik nabor avtorjev se je že okrog teh razgledov zbral in najdel. Vsi napišejo, naredijo zastonj, ne, vsi. Imajo dokumentarnega gradiva precej, obdelajo dobro, ne. Mi pa poskrbimo, da je to lektoriran, da je urejeno in tako. In je teh tem neizčrpno, res neizčrpno. Ne. Tako, samo rad bi videl, da bi se ta tradicija, ne, tiskanja tega zbornika ohranila, ne. Da to bi trajalo, ne vem, 20-30 let recimo. Ne. Ker je to izjemen vir potem za naprej. Ne. In res so predvsem to amaterji, ki to pišejo. Ne. Niso profesionalci, ne. Ampak ljubitelji zgodovine, ki imajo neke domače arhive, imajo spomine, zberejo, obdelajo, pa tudi arheologi, no, niso samo amaterji, no, da nam kakšno krivico naredil. Lepo, ne, res uspešno. Jaz mislim, da je to v Sloveniji mogoče, ne vem, ni 10 krajev takih, ki bi uspeli toliko let držati neko kontinuiteto z zborniki. Škofja Loka, ki je že... Škofja Loka je zelo v redu, Jesenice tudi, pa Vrhnika, pa še kakšni, ampak ni to tako. Ti enega že napišeš ali pa dva, ne. Ampak držati neko stalnost, neko kontinuiteto, poskrbeti, da to je, ne. Tudi financirati v končni fazi, ne. Je pa več truda zahteva, ne, dodatnega. Tako da jaz sem zelo zadovoljen, da nam to uspeva. Sej moram reči, da nam ogromno pomaga Zavod za kulturo Bled. Ne. Brez njega ne bi mogli tako intenzivno dihati. Ne. Ampak tudi vračamo kraju, ne, ker delamo tako vse zastonj. Ne. Iz ljubezni do prostora, do zgodovine, ne, do te naše okolice. Ne. In meni se zdi to vreden. Zavzemali ste se v preteklosti za postavitev Muzeja blejske zgodovine, pa potem bilo ustanovljeno muzejsko društvo, če prav razumem, pa potem za obnovitev Mrakove domačije, ki je bila obnovljena.
V načrtih je zdaj postavitev arheološkega muzeja pa muzeja sodobne umetnosti pod gradom. Kaj pa po vašem mnenju bi bilo potrebno še narediti na tem področju, da bi se res ohranjalo še naprej to bogato zgodovino Bleda? Ja, meni se zdi, da te projekti, ki so zastavljeni zdaj in ki bodo realizirani, da so za Bled izjemnega pomena. Muzej moderne umetnosti, lociran pod gradom, bo po mojem mnenju predstavljal tretjo, četrto točko na Bledu po obisku. Tam noter bodo izjemne zbirke, ne samo impresionistov, tudi drugih, Kieferja pa tako naprej. In je tudi izjemno lepo zasnovan. Tam so zdaj te v bistvu osnovne raziskave arheološke so zaključene in praktičen je tik pri tem, da se začne to graditi. In Zavod za kulturo zelo dobro vodi to politiko strateško, ker se je v resnici iz središča gradu pomaknilo to delovanje na širše območje, ki zajema ta nov muzej, ki zajema Mrakovo domačijo. In bo to predstavljalo neko zaključeno celoto, atraktivno, tudi za naprej, za obiskovalce. Tukaj je po muzejih, zlasti Kranjskemu, pa tudi v Narodnem muzeju, je veliko artefaktov, za katere bi bilo dobro, da pridejo na Bled. So zdaj v depojih, še malo pa se lahko pozabi, ali pa se bodo na novo odkrivali. Se mi zdi škoda, da se to ne predstavi javnosti. Pa ne samo zgodovina, zanimal ga je tudi šport, odbojka predvsem. Kratek čas jo je igral, kasneje pa postal trener. Takrat nekako je bila ena taka sredina, ki je preko Sela in Ribenga prišla na Bled, če tako rečem. Taki mladi fantje, samouki. In smo potem na Bledu začeli to organizirano delati. Že pred mano so delali, recimo Prešeren nekaj časa vodil ekipo, pa Vovk Pavel, recimo. In potem je pa ekipa prišla v drugo zvezno ligo, jugoslovansko, takrat zahodni del. Takrat sem prevzel vodenje te ekipe. Prej sem malo igral, ampak za igro nisem bil kaj najbolj preveren, nisem v ta pravi dispoziciji za to. Ampak tako odbojka kot taka me je pa zanimala in šport kot tak me zanima ravno tako. In sem potem 5 let, mislim, da vodil ekipo plejsko. In smo z enih takih res skromnih začetkov še na Lešu pri telovadnici, ta stari, TVD Partizan Bled, se spomnim, da smo še igrali. Tako, potem si to preselil v telovadnico osnovno šolo. In potem ekipa je bila vedno boljša, tudi so izjemno trenirali. To je bilo vse amatersko. In recimo, če omenim, da smo na let delali po 600-700 ur efektivnega treninga. Pa če to danes računaš, koliko je to delovnih dni, je to ena impozantna številka. Vsi so zraven, praviloma so študirali fantje ali pa so bili potem kasneje tudi po službah, ampak so bili zgledni športniki, entuzijasti in nobena stvar ni bila pretežka. V športu je seveda kasneje tudi prišlo do vseh teh sprememb profesionalizma. Je že res, da potem moraš še več vlagati, potegniti tudi veliko večja sredstva za sabo. Močnejše selekcije so tudi in sila težko se prebijaš. Tisti, ki se prebijajo, so izjemni, ampak ogromno jih pa to na tej poti umaga. Kljub vsemu delu in trudu in tako naprej. In ekipa je bila tle domača praktično, blejska. Ne vem, bi lahko omenil jih par igralcev, recimo Torkar Mitja, Torkar Miha, Zesenic je bil tudi, sta bila dva dobra igralca. Pa še ostali, Udrih, Štefan in tako naprej. Vseh je bilo cela plejada, da ne bi zdaj kakšnega zgrešil, prav gotovo bi ga.
Ampak vsi so bili izredno požrtvovani. To so trenirali, da nismo mogli verjeti. Ne. Smo tudi imeli dobro pripravljene treninge, to upam reči, ne, in vpeljali smo nek model igre za tiste čase, ki je bil zelo napreden. Ne. To je bila taka hitra igra. Igralci so bili v povprečju relativno nizki, ne, napram recimo zdaj, če pogledamo zdajšnje igralce, ki so dvometraši pa še čez. Ne. Ampak takrat so bile to po take povprečne višine. Ne. In s to hitro igro smo pa potem uspeli tudi dobre ekipe premagovati, ne, ki so imeli visoke igralce. Ne. In višina je pomembna, ne, in skočnost je pomembna. Ampak model igre je tudi pomemben. Ne, in ta pravi model igre recimo preseneti nasprotno ekipo. In težko parira, ne, ker če hitro odigraš kombinacije, ne, in če je nasprotnik majhen bolj prepočasen ali pa da dobro razume sistema, modele hitre igre, potem zgublja točke, ne, in zgublja igro in zgubi potem set in tekmo in vse. Ne. Tako se mi zdi taki lepi utrinki, no, iz tistega časa. Sem treniral tudi mladinsko reprezentanco, ne, slovensko. En let, ne, smo igrali v Foči pa v Skopju, pa tako, ne. Taka zanimiva izkušnja, no. Kakšni pa ste bili kot trener? Ja, jaz bi težko samega sebe ocenil, no, ampak Pa na podlagi veliko sem se ukvarjal s teorijo, ne, tudi športno takrat, in zelo veliko mi je pomagal profesor Krevsel, ne, iz Jesenic. Odličen pedagog in tudi enkraten odbojkar. Tam sem veliko znanja dobil, ne, od njega. Ne. Sicer sem ravno tako bil amaterski trener, ne, nisem posebej to recimo div študiral ali kaj takega, ne, ampak da moraš pa, če ne spremljaš teorije in literature in če se ne usposabljaš, pa vendarle ne moreš funkcionirati, ne, dobro. Ker igralci so zahtevni, ne, in želijo doseči rezultate in samo s strokovnim delom in dobrim delom, ne, prideš do nekega rezultata. Drugače pa ne moreš, ne. Ko se nečesa loti, to dela z vsem srcem. Že od nekdaj sodeluje pri različnih aktivnostih v občini, saj ga to veseli in mu daje zagon za nadaljnje projekte.